Ja, res je. Nikogaršna žena nisem še. Mislim, da to spet apeliram na tamle zadnjo pisarno, da se mogoče kaj spremeni. Ampak, ko že govorimo o spremembah, govorimo seveda tudi o elektriki in sončnih elektrarnah. Z mano je ponovno iz Erasola Mitja Terče. Pozdravljen. Dobro jutro, pozdravljena. Mitja, jaz sem te zdaj poklicala z enim posebnim namenom. Čujem nekaj, da se govori, da se sončne elektrarne ne splačajo več za privat hiše, ampak sam še za poslovne objekte. Je to res? Ne, nikakor. Splačajo se tako podjetjem kot fizičnim osebam. Se pravi, z našo zadnjo akcijo in z velikimi subvencijami Borzena se te investicije vrnejo nekje 5, 6, 7, 8 let. Tudi številni, ki niso dobili prej soglasja in ne morejo oddajati omrežje, se sedaj odločajo za elektrarne. Njim se pa investicija malce kasneje povrne, to je nekje v 7, 8, 9, 10 letih, kar je za marsikoga tudi sprejemljivo in zanimivo. Zato se res trenutno, ko smo najugodnejši na trgu, smo znižali cene, se pravi za nekje 7-900 dobijo stranke 11 kW elektrarno, 20 kWh baterije in 15 kW razmernik po subvenciji in očitno je ta akcija super sprejeta, tako da dobivamo vsak dan po par novih naročil, kar nas nekako razveseli, da smo končno zadeli tisti optimum, ki je sprejemljiv za kupce, da se jim donos vrača in hkrati tudi za nas, da se lahko s tem živimo. Ampak, zdaj ti si rekel, da lahko, da se splača pa vse. Ampak, če jaz zdajle oddam naročilo, v kolikem času mi lahko postavite sončno elektrarno? Ja, ne gre tako hitro, vse papirje urejamo mi strankam, ampak realni postopki so res dolgi. Kljub temu, da imajo elektro in vsi ostali pomembno manj dela, se je tudi povpraševanja za elektrarne bilo manj in tudi priklopov in vsega. Nekje celjski elektro je še kar priden, lahko računamo tak mesec do 2, kakšni drugi so še mnogo daljši in traja mnogo več časa, tudi 2 meseca, 3 mesece, da se ta soglasje dobijo. Jaz mislim, da boš rekel zdaj, veš, pol leta, ne? Ja, sej mislim 2-3 mesece, da dobimo soglasje ali pa ga ne, ali pa da vidimo, kakšna rešitev je. Potem recimo kakšnem mesecu montaža, še mesec do 2 za priklop, pa še ne 2 meseca, da dobijo stranke nepovratna sredstva. Skratka, je tisto, kar si rekla. Je proces torej. Proces, ja, ki je kar nekaj mesecev, predno bo elektrarna uradno lahko začela delati in oddajati elektriko. Torej se splača zdaj opraviti nakup, pregled in vso to papirologijo zrihta, da lahko v bistvu naslednje leta že pride kaj sonca v našo sončno elektrarno. Vsekakor sedaj je nekako zadnji čas ali pa pravi čas za naslednje leto, ker tako kot smo časovnico rekla, letos praktično bomo lahko uredili samo soglasje. Prihaja zima, ko je malce težje vsak dan delati na strehah in potem nekaj, da se te postopki do pomladi vse uredijo, zmontirajo, priklopi elektrarna spomladi najkasneje in zato je ta čas sedaj, da bo naslednje poletje lahko elektrarna že polno delala ali pa tiste lepe pomladne mesece, ne vem, april, maj, ko je že veliko sonca. Po drugi strani pa tudi vprašanje, kako dolgo bo naša država še dajala tako lepe subvencije, zato ni računa, če na leta, ki bi prihajajo, verjetno bodo elektrarne še malce cenejše, ampak nikoli stranke ne verjamem, da bodo dobile 40% subvencije za elektrarno. To je res neverjeten znesek, tako da ga je vredno izkoristiti. Ampak zdaj, s tem, ko prihranimo toliko, ne, zdaj se splača potem tudi kupiti baterijo oziroma zalogovnik. Tako je, recimo, če stare elektrarne, ki jih imamo na letni samooskrbi, tiste ga nimajo, ampak tiste imajo letni obračun, se pravi, toliko kot na leto naredijo, morajo porabiti, če imajo več, načeloma vzamejo ali pa delno prepišejo, če imajo premalo doplačajo, ampak trenutno se zakonodaja tako spreminja, da bi nas, tiste, ki jih imamo, na vsak način radi nekog spravili na nek drug sistem. Trenutno zadnji predlog zakonodaje je takšen, da nam bodo lahko trgovci zaračunali stroške, ki jih povzročamo s tem, takrat, ko je preveč elektrike, jo dajemo, pozimi, ko je premalo ali pa po noči jo jemljemo iz omrežja in nam lahko to bodo po dejanskih stroških zaračunali. Tako pripravljajo predlog, trenutno je zadnja verzija, so že 2krat zbrisali to ven, pa je zdaj ostalo to nazaj, kar pomeni, da bomo prišli mi skoraj na isti sistem, kot je ta trenutni 15-minutnih meritev.
pri čemer bo večina strank nepripravljenih. Trenutno zato kupiš baterijo oziroma dobiš jo, ker je tako velika subvencija, da ti namesto, da si 20-30% samozadosten brez baterije, si z baterijo nekje 50 do 70, mogoče še kak procent več, če imaš tak bolj letni profil porabe. Se pravi, tisti, ki več poleti porabijo, so bolj samozadostni, tisti, ki je glavni porabnik, toplotna črpalka po zimi so manj, ampak vseeno vsa orodja imajo pameten razmernik, ki zna upravljati z baterijo, kjer se da še vedno dogrevati baterijo, se pravi, da so vedno bolj neodvisni, drugo lahko porežejo konice in hkrati imajo še rezervno napajanje, skratka in še priklopijo agregatov in podobnih zadev, skratka še bolj samozadostno in so pripravljeni na ta nov sistem. Najbolj nepošteno je to tisti, ki nam so zagotovili, da bomo do konca življenjske dobe imeli letni obračun, zdaj nas pa na fini način hočejo odpraviti od tega, pa nismo tehnično pripravljeni na to spremembo, kar bo zahtevalo to spet ene velike investicije in to je potem nepošteno. Ta nov sistem pa se in hitro splača in pripravljen je na vse, rečemo temu, bedarije, ki jih lahko naša država naredi. Mitja, tu se ustavi, zadihaj. Mi da bova nadaljevala, morava dati se veš, en komad, da lahko ti v miru vodo spiješ, potem pa nadaljujeva. A velja? Velja. Pa smo nazaj. V studiu Radia Fantasy se mi je pridružil Mitja Terče, direktor podjetja Erasol. Dobro jutro še enkrat. Dobro jutro. Zdaj, Mitja, midva sva že malo navrgla, a se splača ali se ne splača zdaj sončno elektrarno postaviti, pa sva rekla, da se splača. Zakaj? Ker so visoke subvencije. In z subvencijo v bistvu nekako dobimo zraven tudi baterijo. Tako je. Zakaj je baterija pomembna, dajva še enkrat na hitro povedati? Se pravi, te moderni sistemi delujejo tako, da elektriko, ki jo naredite na strehi, gre najprej k vašim porabnikom, se pravi hladilnik, bojler, pečica, in potem, ko zadovolji te porabnike, gre v baterijo, napolni baterijo in potem šele gre v mreže. Potem pa, ko ni sonca, vi to energijo, ki ste nakopičili v bateriji, spet vzamete za hladilnik, pečico in podobne stvari in s tem veliko manj pošiljate elektriko poceni v mreže in jo drago kupujete. S tem ste bolj neodvisni od omrežja in prihajate na nekih 50, 70, 80% res prave samozadostnosti. Drugo funkcijo, ki ima baterija, je, da v primeru izpada elektrike. Ravno to sem hotela vprašati. Kaj pa, ko elektrike zmanjka? Če jo je le še kaj v bateriji, bo ta na voljo za vas. Hkrati kupcem tudi vedno po dogovoru z njimi rezerviramo del baterije ravno za te namene. Aha. Se pravi, glede na neko območje, njihovo prioriteto, željo, kaj je, en delček baterije ponavadi damo, tako da tudi, če se čisto sprazni, še vedno kupce čaka nekaj malega rezerva, ravno to, da lahko Radio Fantasy posluša tudi, ko ni elektrike. Tretjo funkcijo, ki ima še razmernik oziroma skupaj z baterijo, je funkcija rezanja konic. Se pravi, vi lahko rečete, ko pridem domov, naprimer, prežgem vse stvari in kar naenkrat konica, ki jo zdaj po novem drago obračunavamo, ali bomo obračunavali, ali ne bomo, pa nekaj popusti, skratka cela zmeda spet in imamo potem namesto te konice, lahko rečemo baterija, ko vzamem več kot 5 kW moči iz omrežja, vskoči ti in mi poreži konico, ravno zato, da plačujemo manjšo konično moč. Hkrati mogoče po novem tudi lastniki sončnih elektrarn ne plačujejo več prispevka za obnovljive vire. To je nekje eno povprečno gospodinjstvo, nekje 10 evrov, 8, 6, tu nekje na mesec se giblje ta znesek, skratka je še tu prihranka. Okay. Potem lahko na te moderne razmernike priklopite tudi agregat, recimo, in če gremo nazaj najbolj črne scenarije z ledolomov in podobno, agregat polni baterijo in se pravi, ko ne rabite, je vseeno polni, ko boste pa zares malo več rabili, ko daje agregat, boste pa z baterijo vzeli, tako da ste res lahko neverjetno neodvisni. Baterija so Lego kocke, ki jih modularno lahko dograjujemo po 5 kWh, recimo za gospodinstva, tudi za podjetje, ampak tam potem po 60 kWh bloke skupaj sestavljamo in pri gospodinstvih je vedno možna kasnejša nadgradnja, res pa, da se splača takoj razmisliti, če bi še kaj rabili ali pa če imate na primer električen avto, da ko pridete popoldne recimo z Ljubljane domov, to je tisti, ki se jim res avto in elektrarna splača, vas čaka 40 kWh, to je za
200 km vožnje doma. Se pravi, cel dan je sijalo sonce, namesto da bi oddajali v mrežje, ste to vi lepo spravili doma. In nafilaš avto s tem. Popoldne priklopiš avto ali pa zvečer, ko pride službe in se naslednji dan lahko spet pelješ v Ljubljano in vas čaka, ne obremenjujete omrežja. Hkrati to še poudarek, da pri nam sami upravljajo z baterijo. Se pravi, ne dajemo drugim upravljati, skratka stranka, vse skupaj dogovorimo, kaj je za njo optimalen režim, ravno zato, da je najbolj samozadostna, da ima tisto, kar rabi za rezervno napajanje in da porežemo skupaj konice. Ok, mi da sva danes povedala ful veliko, ampak servisirate pa čistite še vedno sončne panele? Še vedno, tako kot si se prej pohecala, malo da traja ta cel postopek pol leta, tako da tudi kljub temu, da sedaj čudovito prodajamo, so to stranke za po novem letu, tako da do takrat še intenzivno čistimo, potem pa spomladi seveda spet napolno nadaljujemo s čiščenjem. Okay. In vzdrževanjem in preglavenjem in podobno. Super, zdaj, Mitja, ti ponavadi prideš k meni, ko je zunaj takole oblačno vreme, ne? Ker takrat pač imaš čas, ne? Da prideš. Kaj pa recimo, ko je sonce, kje te takrat najdemo? Niti sam ne vem, ali v pisarni, ali na kakšni strehi, ali kje pri kakšnem kupcu, ali nekje pri poslovnih partnerjih, skratka, vedno, ko je sonce, je vedno akcija. Si kot taka čebelica, ki leta naokoli po Sloveniji. Sej delate po celi Sloveniji? Po celi Sloveniji je razen Primorske, tako da tam nam je malo daleč, potem preveč časa gre za vožnjo, premalo za delo. Razumem. Ja, Mitja, imava še kaj takega, da morava res izpostaviti, ker se veš časno jo spet priganja? Mogoče ena stvar, ko smo govorila, kje takrat, ko sem jaz po terenu, naš Eras pridno dela. Točno, prej sem se pogovarjala z njim. Se pravi, veseli smo, da so stranke ga res zagrabile, da je mogoče trajalo od začetka, smo malo porivali, da dajte poskusiti, sedaj je spet minimalno nadgrajen in daje čudovita naša umetna inteligenca na spletu, se pravi, pogovorni robot daje odlične rezultate, odgovore in vsekakor smo veseli, da so ga stranke sprejele in da ga recimo dnevno uporabljajo, tako da še mogoče kratek poziv, dajte poskusiti, če imate, ne vem, ob 2 zjutraj vprašanja, bo vrhunsko odgovoril. V bistvu za hitre vprašanja dobite tudi zelo hiter in kvaliteten odgovor, za vse nadaljne informacije pa vas tudi sam Eras potem napoti, kam točno na spletni strani se obrnete. Mitja, hvala, ker si se oglasil in boš mogel spet priti kmalu, veš? Hvala, z veseljem. Velja, lepo bodi in se slišiva.